Dober večer, dober večer, dober večer, lepo pozdravljeni. Upam, da se slišimo, vidimo. Dober večer. Lahko napišete, od kod ste, toliko, da se malo zagrejemo, da se malo spoznamo, vsaj malo. Ker tu spodaj v klepet napišite, od kod ste. Evo, jaz sem tukaj iz Maribora. Tu sem v moji pisarni, od koder običajno imamo terapije in webinarje. Ali me slišite in vidite? Aha, čakaj, tu vam moram jaz zdaj nekaj dovoliti, po moje. Pardon. Vam moram jaz lepo dovoliti, da mi lahko pišete. Evo, zdaj sem se že spomnila. Dobro. Zdaj pa mislim, da bo šlo, še enkrat poskusite. Evo, zdaj pa gre. Zdaj pa gre. Super, vidimo, slišimo. Evo, od kod ste, Ljubljana, Koroška, bom probala hitro brati, Kranj, Škofljica, Ljubljana, super, vidite, slišite. Evo, smo skupaj, Maribor, Ivančna, Višnja Gora, Celje, krasno, živijo se iz Kamnika, krasno, dobrodošli, Litijo imamo, Brežice, Ivančna, Štore pri Celju, Jesenice, Ljubljana. Krasno. Nekaterimi se že poznamo, nekateri ste že skupaj delamo, ste že vstopili v ta proces na poti do notranjega miru, na poti da se rešimo izgorelosti. Nekateri ste pa danes čisto novi. In vsi dobrodošli. In zdaj bi vam postavila pa eno vprašanje, preden začnemo z uradnim delom. In to moje vprašanje je, kaj danes pričakujete od tega webinarja? Kaj si danes želite? Kaj je tisto, da vas je danes potegnilo, da ste si vzeli to eno urco v tem lepem, vročem ponedeljkovem večeru, poletnem? Evo, imate eni še na Hrvaškem, super, ajdoščina. Kaj je tisto, kar si danes želite slišati, zvedeti, razumeti? Korak, ki ga mogoče želite narediti? Olajšanje in življenjsko energijo. Okay. Torej, danes je tema izgorelosti. Kako se rešiti izgorelost in kako dobiti nazaj svojo življenjsko energijo in svojo življenjsko moč. Napišite malo, kaj je tisto, kar je vas osebno nagovorilo, zakaj ste se vi osebno danes tu odločili. Evo, počakam. Da pridem hitreje do cilja. Peter, krasno, mi da se že poznava, jaz, nekaterimi se že poznamo. Kako vemo, da je nastopila izgorelost? Aha, dobro. Lahkotnost, razbremenjenost, ja, notranji mir, ok. Motivacijo, ja. Dajte res pomisliti pa napisati. Zelo pomembno, da sodelujete, da razmišljate, da ste aktivno z mano zraven. Prav? Ne, da samo poslušate. Jaz si pa že pišem, kaj je tisto, kar bi vam želela povedati. Poskusila več stvari, zaenkrat še nič uspeha, ok. Okrepitev veščin za notranji mir, ja. Sedaj prevelika preobremenjenost, rešitev izgorelosti. Kako v poplavi informacij res uporabljati najboljše, tako. Nespečnost, kako jo rešiti, ok. Lažje prepoznavanje znakov, ok. Bomo se dotaknili vsega tega danes. Mir v sebi, Ana, korak za korakom grem, kljub padcem mora biti bolje, absolutno. Razumeti, zakaj do izgorelosti prišlo, bravo. Malo si pišem, da ne bom spustila, ker so mi ful všeč vaše vprašanja. Ok. Nespečnost, ja. Postaviti meje drugim, ja, naučiti se reči ne, ok. Razbremenitev telesa, osvoboditev nakopečenih čustev, Tamara, dobro. Kako rešiti nespečnost, velika preobremenjenost, skrbi. Se vrniti v normalno življenje, premagati strah, stres, ja. Veselje, radost, nasmeh zvečer v postelji v pričakovanju naslednjega dne. Bravo. Ja, in zjutraj, ne, radostno. Tako, kako iz kalupa. Kakšna lepa vprašanja imate. Kako iz kalupa? Pa rekli smo še, kako reči. Spoznati, kako tehniko za preprečitev izgorelosti, dobro. Voditi in delegirati drugim, ok. Kako se vrniti v življenje po izgorelosti?
Kako vedeti, če gre za izgorelost? To bomo povedali. Ja. Imam diagnosticirano izgorelost, ne spravim se ven, smrt moža, preganjanje na sodišču zaradi dediščine, cele noči ne spim, boli celo telo, vsak dan glavoboli, strah, že 3 leta tako. To je vse rešljivo, pa ne v 3 letih, v 3 mesecih. Aleks, mogoče Aleksandra, to se vse da rešiti, bom pa točno razložila, kaj to je izgorelost, zakaj nastane in kako se jo rešimo. Boste danes vse razumeli, preden gremo od tod. Pretirano razmišljanje o prihodnosti, preteklosti, kako prideti ven, ja. 4-letna izgorelost, veliko poskusov, nobenega končnega uspeha, pekoči občutki po telesu, Andreja, po 4 letih skrbi za moža z rakom, zelo intenzivno, pa od januarja do julija obremenjena, sedaj se je začelo podirati, bi rada, da se poberem prej, bravo, da se mi izgorelost ne ponovi. Notranji mir, olajšanje, kako si umiriti, izklopiti, kako ugasniti negativne misli. Ja. Uravnotežiti službeno osebno življenje, manj skrbi, ponovno najti smisel, kako sebe na prvo mesto. Bravo, krasna vprašanja imate, hvala za vašo iskrenost, hvala za vašo odprtost in hvala za vašo pripravljenost, da naredite korak naprej v smeri proti temu, kar si vi želite. Evo, bom jaz dala telefon na tiho, da nas ne bodo motili. Potem pa kar gremo, torej danes se bomo naučili, kaj izgorelost je, kateri simptomi so, kako jo prepoznati in predvsem pa kako obrniti ta proces, da se spet vrnemo v normalno življenje, da spet dobimo nazaj svojo življenjsko moč in da dosežemo, da se izgorelost nikoli več ne ponovi. Da bi to dosegli, pa seveda je potrebno narediti neke spremembe in o teh spremembah bom danes tudi govorila in upam, da bomo imeli tudi čas, da vam tudi to demonstriram. Tako da upam, da bomo danes, sem prepričana, da bo danes dober večer za vas, da se boste veliko naučili, tako da vas zato lepo prosim, da izklopite vse mobilne telefone, ugasnite si vse, kar bi vas lahko motilo, Facebooki, ne vem, karkoli drugega še, otročke dajte v drug prostor, svojim družinskim članom rečete, da res zdaj rabite to 1 urco, hočem, da ste z mano, da mi boste res sledili, da boste lahko res nekaj od tega odnesli, ker stvari so resne. Tema je kompleksna, jaz vam bom jo predstavila zelo sistematično in na preprost način, ampak vseeno rabim vašo pozornost. Vem, nekateri imate težave s koncentracijo, nič hudega. Bomo probali čim več odnesti od tega danes, dobili boste pa tudi posnetek, to evo jaz snemam, tako da boste imeli tudi posnetek, če boste želeli to še pogledati. Tako, na koncu pa imamo pa tudi presenečenje še za vas, tako da ostanite do konca, mislim pa, da bo to zanimivo, da boste hoteli še podaljšati. Običajno je. Torej, kdo sem jaz in zakaj sem jaz lahko tukaj, da vam to govorim? Moje ime je Asja Dominko, mogoče me poznate še pod mojim starim imenom, pred 3 leti sem zamenjala ime, prej sem bila Vlasta Kuster. Po izobrazbi diplomirala sem iz biokemije, naredila sem magisterij iz temeljnih medicinskih znanosti, tako da zdravnica nisem, receptov ne predpisujem, tudi anatomije ne znam, vendar pa znam pri biokemičke procese, ki se dogajajo in se že več kot 13 let ukvarjam v bistvu s tem, z čustvi ljudi, s temi z energijsko preobremenjenostjo ljudi, z čustveno preobremenjenostjo in v bistvu ljudem pomagam, da razrešijo ta del nematerialni iz sebe ven. Se pravi, stres, ki se nalaga v telesu, se nalaga v neki energijski obliki, čustva so tudi v neki energijski obliki, ne moramo jih nekje prejeti, noben aparat jih medicinski ne zazna, vendar so prekleto prisotna in nam pobirajo življenjsko moč in se nam tudi kažejo na fizični način. Kažejo se nam v obliki utrujenosti, kažejo se nam v obliki nespečnosti, kažejo se nam v obliki žalosti, tesnobe, raznih bolečin po telesu. Torej vse to je posledica nekega stresa, ki se je nabral v telo na nekem energijskem nivoju, na nivoju občutkov, čustev in vseeno se to fizično kaže. Ja, in jaz sem se nekako specializirala za to in na tem področju, moram reči, da to področje mi kar dobro gre in tudi vem, kako to razbremeniti iz telesa ven. Tako da to je rešljivo, kljub temu, da ste mogoče nekateri že 4 leta v taki težki energijski čustveni stanju, nekateri ste že 10 let ali še več.
Bomo vprašanje lahko načeloma postavljate, mogoče malo kasneje ali odgovorim tudi na to bioenergija. Bioenergija, absolutno, vsaka taka stvar pomaga, vendar, ko gre res za močen stres, je potrebno malo bolj sistematičen pristop. Bom vam to še tudi pol na koncu malo več. Torej, stojim za tem, da je možno se rešiti izgorelosti v kratkem času in moč mojega dela je, da grem res globoko z vami v vaše podzavestne vzorce, v vaše te občutke naložene v telesu, ki se jih mogoče niti ne zavedate, in vam pomagam razbremeniti vse to, da se vi lahko spet dobite svojo moč nazaj, energijo nazaj, motivacijo nazaj, spanje nazaj, in dobro voljo, da se zvečer vležete in ste zadovoljni z dnem in se zjutraj zbudite in ste hvaležni za vse, kar vam ta dan da. Zdaj pa gremo kar lepo po vprašanjih. Najprej vam povem zgodbo o žabici, bila je tudi napisana v enem od mailingov, tisti, ki ste prebrali, pa nič hudega, če jo boste slišali še enkrat. Če žabico dajo, eno tako lepo zeleno žabico si predstavljate, in če žabico dajo, recimo znanstveniki delajo eksperiment in dajo žabico v lonček, pod katero je z vročo vodo, z vrelo vodo. In kaj mislite, kaj se z ubogo žabico zgodi? Uboga žabica takoj razume, da je ta vroča voda za njo nevarna in hitro skoči ven. Ona sicer ima rada vodo. Ampak ko ona skoči v vrelo vodo, ona takoj razume, da je ta vrela voda nevarna za njo in skoči ven in si reši življenje. Zapomnite si zdaj to. Pol pa so naredili drug poskus in so dali žabico v hladno vodo, tako, ki jo ima žabica rada. In potem so malo spodaj imeli gorilnik in so malo segreli za stopinjo ali dve. In žabica sploh ni opazila te male razlike oziroma se je prilagodila temu. In ni skočila ven. In potem so se greli še za stopinjo ali dve. In žabici je še vedno bilo čisto v redu in je ostala noter in se je spet prilagodila. In spet še malo so zakurili. In žabica se je spet prilagodila. In še malo, in še malo, in še malo so ogrevali to vodo. In žabica se je vsakič prilagodila. Toliko časa, da je voda postala tako vroča, da je uboga žabica poginila. Ker prej v prvem primeru, ko je padla res vročo vodo, je razumela, da je to nevarno. Zdaj, ko se je pa počasi ta voda ogrevala, pa se je ona vsakič malo prilagodila, pa žabica naravno ni dojela, da je ta voda nevarna, ampak je ostala noter toliko časa, da je poginila. In zakaj nas o tem uči ta zgodba? Uči nas, da če bi mi padli v neko res hudo stresno situacijo, bi verjetno razumeli, da je huda stresna. Kadar smo pa mi iz dneva v dan izpostavljeni stresu, pa se ga sploh ne zavedamo, naše telo pa to nekako akumulira in se vsakič malo prilagodi. In doživimo kot otroci neke stresne situacije in ti občutki grejo v telo in telo se prilagodi. In spet se nam nekaj težkega zgodi in naše telo se prilagodi in spet se prilagodi in spet se prilagodi in mi to kar pogoltnemo. In počasi, korak za korakom, se stresa toliko nabere in nam se zdi, da mi to vse zmoremo. In zdi se nam, da je to normalno. In čutimo, kot da moramo. Ker moramo še temu ustreči, moramo še to narediti v redu, moramo. Toliko časa, dokler nam naše telo ne začne kazati, pač mi ne poginemo tako žabica, malo prej se zbudimo, ampak zbudimo se običajno takrat, ko je že naše telo kriči, da rabi pomoč. In kaj se takrat zgodi? Zdaj bom začela govoriti o simptomih. Torej, kateri simptomi spremljajo izgorelost? Simptom, ki je prvi in na prvi pogled viden, je utrujenost, kronična utrujenost. Ampak to ni iz danes na jutri, to je dan za dnem, teden za tednom, mesec za mesecem, leto za letom. Skupaj s tem se lahko pojavijo čudne neke bolečine v telesu, ki so še vedno vse na energijskem nivoju.
In zato, če boste šli k različnim zdravnikom, specialistom, vas bodo gledali preko in ne bodo našli nekaj narobe, vi pa boste že čutili, da nekaj ni okej. Torej, kateri so še simptomi izgorelosti? Tiščanje v prsih, lahko so pekoči občutki, lahko je izjemno močna vrtoglavica, lahko je izjemno močna omotica, lahko je težava z apetitom, lahko je pretirana želja po hrani, lahko je močno zmanjšan apetit in se ljudje začnejo fejst hujšati. Lahko so tudi panični napadi, lahko nastanejo hudi strahovi. To je vse izgorelost. In zakaj nastane izgorelost? Malo sem že povedala, ampak še enkrat poudarim. Ena gospa je razlagala njeno pot izgorelosti, preden je prišla v mojo terapijo, in je rekla, da je izgorelost nastala že par let nazaj in takrat je dobila diagnozo izgorelost, dobila je bolniško, ne vem, nekaj mesecev ali eno malo daljše časovno obdobje. In ona je bila prepričana, da je izgorelo zato, ker je preveč delala. Vse del resnice je bilo tukaj noter, ampak ni bila vsa resnica tukaj noter. Potem pa se je nekako prišla k sebi s pomočjo psihologinje in s pomočjo zdravnice in ta izgorelost je nekako izvenela in začela spet normalno živeti. Podobno kot prej. Mogoče malo manj, ampak dokaj v redu. Pa se pa čez par let to spet ponovilo. In takrat je ta gospa rekla, zdaj pa razumem, da ni samo pretirano delo razlog za izgorelost, ampak da mora biti tu nekaj več. In takrat je začela raziskovati in takrat je našla mene in prišla k meni in čez nekaj časa je ona razumela, da izgorelost, ki jo doživimo v neki odrasli svoji dobi, pri, ne vem, 20, 30, 40, 50 ali več letih, je, v bistvu zdaj me pa dobro poslušate, je akumulacija vsega stresa, ki smo ga mi doživeli v celem svojem življenju. Zdaj pa kaj bomo stres, to je nekaj beseda, ne vemo si z njo dosti pomagati. Vemo pa, kaj je v bistvu stres. To so situacije, dogodki, ob katerih se mi ne počutimo dobro. In te situacije nekako vplivajo na nas. In kaj vsaka stresna situacija v nas povzroči? Vsaka stresna situacija v nas povzroči nek čustven in telesni odziv. Ja? So tu variacije, ampak približno tako. Nekatere stresne situacije nas prestrašijo. Ob nekaterih postanemo žalostni, ob nekaterih smo zaskrbljeni, ob nekaterih smo jezni in bi se razpizli najrajše. Ampak občutki neki se v nas zbudijo. In ti občutki se takrat vzbudijo v nas in kaj je drugi korak? Ostanejo v nas. In od tega časa lahko mine kar nekaj časa, ampak ti občutki ostajajo v nas. In če se hočemo resnično rešiti izgorelosti, je treba malo bolj kompleksno pogledati na vso stvar. Torej, da se mi trajno rešimo izgorelosti, je potrebno razumeti, da je izgorelost ni posledica tega, ker sem jaz zadnjo 1 leto delala nadure, recimo. Ali pa ker sem delal 2 šihta. Izgorelost je posledica nalaganja čustev, občutkov v telo, tudi fizičnega neugodja in v telo si vse zapomni. In to se tekom let in desetletij nalaga, od zgodnjega otroštva do danes, in izgorelost je v bistvu akumulacija vseh teh občutkov, nečesa, kar z roko ne moremo prijeti. Ampak, ko je tega veliko, se pa to začne videti na našem fizičnem telesu. In takrat naše telo začne, ko je dolgo časa bilo telo pod stresom, ko so se dolgo časa naši možgani dojeli, da je nevarnost, da je situacija nevarna in se je čez naše telo sprehajala negativna biokemija, bi rekli, oziroma so se prav fizično delale molekule, stresni hormoni, ki so vplivali na celo telo. In naše telo ni narejeno, da je non-stop pod stresom. In zato nastane izgorelost, zaradi stresnih situacij, ki smo jih v življenju doživeli.
Zdaj pa tu je več opcij. Včasih, konkretno pri tej gospe, ki sem jo omenjala, ona je imela dokaj naporno otroštvo, mislim, da je bil tudi oče alkoholik, in ona kot deklica se je počutila nesigurno. In v njo je šel strah. In ta strah, ki je šel v malo telo, ko je ona zrasla kot odrasla gospa, na zunaj urejena in uspešna, ta strah je bil v njej. Nekje skrit. Malo nekako celo, joj, daj mi mir. Ne rabim te, nočem te. Pač tako živimo mi. Ampak, ko se je to akumuliralo, je v nekem trenutku telo več ni imelo kam skrivati tega strahu, ni se moglo več kam prilagajati in tako kot ta žabica, ki je poginila v vroči vodi, naše telo pa nam da signale in velikokrat so signali najprej nežni, potem kasneje postanejo vedno bolj glasni in nastane nespečnost, nastane panični napadi, nastane res tista huda izčrpanost in potem nastanejo celo taki močni strahovi, da ljudje ne morejo iz stanovanja, ne morejo v trgovino, lahko nastane, da drgetajo, da se tresejo. Skratka, čuti se, jaz sem včasih rekla, ko je kdo prišel k meni prvič v mojo pisarno, čuti se utrujenost od življenja. In to je zgorelost. Utrujenost na čustvenem, energijskem in fizičnem in mentalnem nivoju, na vseh nivojih. Utrujenost od življenja, to je zgorelost. Ok? To sem vam, evo, zdaj, če imate kako vprašanje do zdaj, me vprašajte, oziroma dajte mi komentar, ste razumeli, se lahko strinjate, vam bom potem še povedala. Ali rekreacija predstavlja telesu tudi stres? V mislih imam 3 do 4 krat tedensko tek. Glejte zdaj tako. Šport je krasna stvar. In vendar pa obstaja neka meja. Dokler nam je šport v užitek, v sprostitev, je to izjemno dobro, zato ker se ob tem začnejo tudi hormoni sreče sprožati. Po enem 30 minut teka se serotonin sproža, ki je podoben učinek, kot če bi vzeli tabletko antidepresiva. In je odličen šport, odličen, do neke meje. Ko pa bi mi šli 7-krat na teden trenirati, po več ur, ko bi hoteli z zviševanjem količine športa tudi to globjo čustveno plat reševati, tu bo pa telo tudi reklo, stop, zdaj pa je to tudi pretiran stres zame. In mnogi moški, ki imajo radi šport, probajo na tak način reševati. Se pravi, šport je krasna stvar do neke meje. Ko je pa pretirano in želja s športom reševati svojo energijsko in čustveno izčrpanost, takrat pa tudi ta šport postane še dodaten stres in pomaga k izgorelosti. Upam, da sem vam v redu odgovorila. Da ste razumeli. Ali mislite, da je fibromialgija posledica neozdravljene izgorelosti, simptomi so enaki? Jaz sem prepričana, da nimam sicer ne vem koliko izkušenj s fibromialgijo, vendar sem prepričana, da če bi šli mi ta proces, ki vam ga bo zdaj opisala, ko mi pa res začnemo čistiti ta stres iz telesa, da ko mi začnemo sproščati to nabrane, nakopičene emocije iz telesa, občutke, da to zelo, zelo, zelo pozitivno vpliva na fibromialgijo. Imela sem eno gospo, ki je prav točno na to bila pozorna, je rekla, da je fibromialgija izginila, ko je bila v mojem programu in je izginila izgorelost in izginila je tudi neka bolezen črevesja in izginila je panika in izginila je tesnoba, ker vse to je bilo posledica enega hudega trpljenja te gospe, ko je bila deklica, ker je bila pač, žal, spet bom isto besedo uporabila, živela v družini alkoholika. Ker je ogromno nekega strahu in vse to je šlo v njo in se je manifestiralo že na podlagi fizičnih bolezni. Velikokrat je izgorelo še ni na podlagi toliko fizičnih bolezni, že fizičnih simptomov, ampak ne še bolezni. Energijsko pa je izčrpano. Tako da sem prepričana, da se da zelo pomagati tudi na ta način. Kaj več bi pa bilo potrebno poskusiti, zato ker res nimam pa zdaj, ne morem pa reči, da je bilo 1000 ljudi s fibromialgijo, ker jih ni bilo. Bilo jih je pa več tisoč z tesnobo, z izgorelostjo, z anksioznostjo, s paniko, z vsemi temi mešanico raznih teh simptomov, kjer je vzrok pa vedno isti. Kako ločiš izgorelost in utrujenost? Naprimer, če gremo ven hrib hoditi, pa nazaj, smo lahko utrujeni. Ali pa če delamo en dan 12 ur, smo zvečer utrujeni.
Če pa delamo izgorelost, pa je, ko delaš, ne vem, že 8 ur na dan ali pa manj kot 8 ur, pa si utrujen. Pa se zjutraj utrujen zbudiš, to pa je že zelo diši po izgorelosti. Ne? Tako da, če enkrat malo preveč delamo ali pa malo preveč športamo, smo pač utrujeni. Če pa že se sploh ne moramo prav spočiti, smo pa že na poti v izgorelost. In tu je treba hitro ukrepati in ustaviti in začeti stvar obračati v drugo smer. Ker procesi so, v kemiji smo mi temu rekli, reverzibilni, pomeni, da lahko proces obrneš, samo boljše ga je čim prej obrniti, ne takrat, ko smo že toliko uničeni, da pol rabimo leta in leta, da se vrnemo. Ne? Treba čim prej, treba začeti slišati telo, treba začeti poslušati telo, treba reči, saj ni nič, saj sem samo utrujena, saj sem sposobna, gremo, gasa. Ne moramo več povoziti sami sebe, v teh časih ne. Ja. Fibromialgija nastane kot posledica hude izgorelosti. Tako. Ja. Ok, dobro. Torej, guncanje v glavi, občasno težave z ravnotežjem, je to tudi izgorelost. Lahko je to že eden od simptomov izgorelosti. Ja, to je zdaj cela paleta, kako daleč smo že. Gotovo je to en od simptomov, da se je stres nabral v telesu in da je pametno začeti telo poslušati in to reševati. Zdaj pa kako reševati to? Zdaj bi vam pa še to rada predstavila, kar je v bistvu mojega dela, tudi v bistvu enega takega revolucionarnega, novega, naprednega pristopa, ki sem ga razvila, bi vam rada to danes predstavila in rada bi, da to razumete. Glejte, to, kar sem vam do zdaj razložila, mislim, da ni nič, da razumete, da se lahko s tem strinjate. Upam, da ja. Zdaj pa, kako se tega rešiti? Jaz sem bila na enem kongresu enkrat in je bila gospa, ki je poučevala psihologijo, imela doktorat in je bila psihologinja, strokovnjakinja in obe sva stale na odru in obe sva govorile o izgorelosti. In publika so bili ljudje, ki so bili precej, ne bom zdaj povedala, kateri poklic, ampak so bili ljudje, ki so bili precej na udaru zaradi izgorelosti. Cela dvorana. In kaj se je takrat zgodilo? Gospa z doktoratom iz psihologije je zastopala neko klasično pot in je rekla, ko nekdo pride v izgorelost, pa rečemo, da je ta beseda izgorelost ona uporabljala v tem smislu, ko je nekdo tako že daleč v izgorelosti, da v bistvu ne more več delati, da gre na bolniško. In je bilo tako, ko nekdo, to je bila dve njeni trditvi, ki sta meni kar odzvanjali v glavi in sem potem jaz lahko sploh naredila primerjavo s tem, kar jaz delam, kar je meni čisto logično. In sicer, njena trditev je bila tako, oziroma njena praksa je bila tako, praksa uradne psihologije, gospe strokovnjakinje iz področja psihologije. Ko nekdo doživi izgorelost, potrebuje, da se reši nazaj 6 do 24 mesecev. To pomeni pol leta do 2 leti bolniške. Zdaj si pa zračunajte, kakšna izguba časa je to, kakšna izguba denarja je to, kako veliko trpljenja je to, kak družina tudi trpi, koliko enih bolečin je tu, koliko enih strahov je tu. Skratka, 6 do 24 mesecev bolniškega staleža, potem, ko nekdo doživi tisto resno izgorelost, ko pač res niti službo več ne more. In danes je teh ljudi zelo veliko. 6 do 24 mesecev za okrevanje. Ampak kakšno okrevanje je to? To so besede te gospe, strokovnjakinje. Kakšno okrevanje? Ko pa nekdo po 6 do 24 mesecih bolniškega staleža pride nazaj na delovno mesto, ta oseba ni več sposobna opravljati istega delovnega mesta, ampak rabi prilagoditev. To pomeni, po domače povedano, slabše delovno mesto in slabše plačano. Ker več ta oseba ni ista, kot je bila pred izgorelostjo. To pomeni, da okrevanje je, ampak ni v celoti. Se razumemo? Lahko spet hodi v službo, ampak ni več sposobna na istem nivoju delati. Njena produktivnost je padla in se po teh klasičnih principih reševanja tega, sem se sama sabo zapletla. Torej,
produktivnost je padla in se ne more dvigniti na isti nivo. Okay? To je bil njen pristop. In to je bila celo njena lastna izkušnja, o kateri je ona na odru govorila. In potem sem prišla jaz in sem rekla, moja izkušnja in izkušnja mnogih strank, ki so šli čez moje roke, čez mojo terapijo, je pa drugačna. Je pa 3 mesece, največ 6. 3 mesece, največ 6 mesecev. Ampak, ko nekdo konča ta čas, pri meni se znotraj 3 mesecev večina ljudi vrne iz bolniškega staleža že na delo. Nekateri pa še morajo par mesecev, nekateri rabijo še kak mesec, 2, 3, ne? Da bomo čisto pošteni. Ampak ni to 2 leti, zagotovo ni. Se pravi, iz 6 do 24 mesecev smo zmanjšali iz 3 do 6. Bistvena razlika, prihranek v času, v denarju, v trpljenju, ki ga človek doživlja v tem času. Torej, 3 mesece do največ 6 mesecev, da se reši izgorelost. Vendar, ko mi res gremo po tem naprednem principu, ki vam ga bom jaz danes razložila in tudi demonstrirala, kaj se zgodi, ko nekdo konča teh 3 ali pa 6 mesecev, njegova produktivnost ni nižja, ampak je višja. Pa vam bom tudi razložila, zakaj lahko stojim za tem in zakaj lahko to javno govorim. Bom pol brala te. Zdaj me prosim poslušajte, da boste razumeli. Prav pa bom pol res se vam posvetila tudi odgovore, ker če ne se malo zgubim, ko vam razlagam. Torej, zakaj lahko rečem, da je pol produktivnost višja? Zato, ker če hočemo mi v kratkem času, zdaj bom pa še povedala, kak je postopek različen. Če je samo 6 do 24 mesecev, je to oseba, ki je na bolniškem staležu in preprosto počiva doma. Vendar veliko stvari se ne razreši znotraj nje same. Njeni podzavestni vzorci ostanejo isti in njeni nakopičeni stresni občutki v telesu ostanejo isti. To pomeni samo malo se s časoma stvari umirijo, ublažijo, mogoče tudi še kakšna pogovorna terapija, se kakšne stvari bolj razume, mogoče so kakšni vitamini, ne vem, dajo celo neke injekcije z vitaminske minerale, ne vem podrobnosti. Skratka, neke male spremembice so, ampak ne dovolj, ker ni prišlo do te globoke notranje spremembe. In zato to tako dolgo traja, ta klasična pot po izgorelosti, in zato tudi oseba, ko v bistvu pride na delovno mesto, ni več ista, kot je bila. Ni več ista. In si predstavljam, da za marsikoga to ni ravno lep položaj. Po tolkem času prideš in veliko ljudi se tu počuti izjemno neuspešne in mislijo, da so oni krivi, pa niso krivi. Če ste vi to doživeli, gledajte, niste krivi, niste nesposobni. Samo nihče vam še ni pokazal poti, kako lahko se izgorelost reši v kratkem času in učinkovito. In zdaj bi vam jaz rada razložila, kako pa v bistvu jaz delam. Kako se lahko izgorelosti pa rešimo v kratkem času? Lahko se rešimo pa preprosto tako, da obrnemo proces, kot sem vam prej razlagala. Da poiščemo v svojem življenju stresne situacije, ki so bile težke, in da eno za drugo sistematično predelamo na tak način, da te občutke iz telesa spravimo ven. Torej, to ni samo pogovor, to ni samo razmišljanje, to ni samo branje knjig, ker vse to ostaja na intelektualnem nivoju. Mi, če hočemo globoke spremembe in hitre, mi moramo se spustiti globoko v svoj čustven svet. Moramo se spustiti globoko v svojo podzavest in moramo tukaj delati spremembe. In ko mi tukaj naredimo te globoke spremembe, se to na našem življenju odraža. In taka oseba se dvigne na višji nivo, kot je bila preden je izgorelost nastala. In meni je to največje veselje gledati take ljudi, najbolj sem ponosna na vsakega, ki prehodi to pot, ker tu vmes je treba iti pa čez eno bolečino. Treba se soočiti s starimi občutki, starimi zgodbami in jih za kratek čas se z njimi ukvarjati, spustiti emocije iz sebe ven in si dovoliti nekaj boljšega, boljše življenje. In to je ta proces krajše poti, da se rešiš izgorelosti in da na koncu celo lahko rečeš, v bistvu je bilo dobro, da sem
se zadev ob to steno, v bistvu je bilo dobro, da sem se začel ukvarjati, ker zdaj sem na boljšem, kot sem bil kadarkoli prej, ker sem bolj srečen, bolj miren, boljše spim, boljše odnose imam, lepše mi je z družino. In veliko teh ljudi celo zamenja službo in gre na boljšo službo, ne slabšo, boljšo. In to je ta lepa zgodba o tem, kako se rešiti izgorelosti in postati boljše, kot si bil kadarkoli prej. In to niso prazne besede, prazne obljube, jaz to že mnogo let delam, mnogo ljudi je šlo čez to. In tudi so bile take hude zgodbe, kot vam bom zdaj par primerov naštela. Recimo je bila ena medicinska sestra iz Obale, ki je bila na taki hudi izgorelosti, da tako se je vrtelo, njej se je odražalo predvsem z vrtoglavico, torej nima vsak istih simptomov. Ona je imela zelo močno vrtoglavico, toliko hudo, da se je komaj tuširala, toliko hudo, da po stopnicah je komaj šla, ni več mogla avta voziti, ni več mogla nikamor v trgovino, ona je bila čisto nesamostojna pri svojih 45 letih. Prej pa medicinska sestra, ki je bila na patronaži in je tam reševala ljudi in pomagala. Ampak pri njej tudi izgorelost ni bila posledica tega, da je preveč delala, pa se razdajala za druge. Izgorelost je bila posledica, ker je imela izjemno težko otroštvo. In v izjemno težkem otroštvu se oblikujejo tudi izjemno težki podzavestni vzorci. In ti izjemno težki podzavestni vzorci postanejo potem naš avtopilot in nas avtomatsko peljejo v izgorelost. No, in ona je v 3 mesecih, sem jaz dobila mail, je rekla, jaz grem nazaj v službo, jaz se počutim boljše kot kadarkoli prej, lahko spet vozim avto, bila je še malo bolj previdna, ni bila še s polnimi krili, ampak ona je začela normalno živeti po 3 mesecih. Prej pa 6-7 mesecev ležala in je hodila na različne preiskave, različne stvari poskušala in nobena stvar je ni zares rešila. To je recimo en primer. Drug primer je gospoda, ki je imel tako hudo paniko, take hude strahove, da ni iz hiše mogel, da ni mogel avta voziti, da ni mogel nič, da ga je vse bolelo. Vsak drug dan je bil na urgenci. In tam mu niso mogli nič pomagati, vedno so mu dali kako pomirjevalo in gospod, vi ste mlad pa zdrav, vse je z vami v redu. A on tako prestrašen, da je samo iskal, katera redka bolezen bi bila, ki je zdravniki niso še odkrili. Pa so imeli zdravniki prav. On je bil fizično zdrav, energijsko pa je bil v izjemno slabi koži. In to je značilnost izgorelosti, tipične. Fizično ste vi zdravi, tako rečejo zdravniki. Energijsko ste pa zelo slabi koži in tega izvidi ne pokažejo. In vaše telo pa to ve. In zato vam da vaše telo rdečo luč, da je treba nekaj narediti. In izgorelost je treba resno obravnavati, ker izgorelost pomeni, da imate v sebi nakopičene občutke, da je preveč stresa se nabralo v vas, da imate v sebi gotovo tudi vzorce, ki jih je treba spremeniti in da morate nekaj ukrepati, ker stvari same od sebe ne bodo šle navzgor, lahko pa gredo navzdol in ni v redu in je boljše res poslušati svoje telo in čim prej ukrepati. In tisti, ki zdaj pa je opcija, ali boste to sami naredili ali pa tukaj rabite pomoč. In če rabite pomoč, potem sem jaz tukaj, stojim za vas in moja ekipa in vam danes lahko ponudim tudi brezplačen razgovor, na katerega se lahko prijavite, kjer se lahko konkretno o vašem primeru pogovorimo. Tako da, če ste začutili, da ni okej, si vzamite, naredite še en korak, da se osebno z vami srečamo, da se pogovorimo, da raziščemo, da pogledamo, kaj bi lahko bil pri vas vzrok in da se tudi pomenimo, kako se to rešiti. Tako da jaz bi zdaj prosila sodelavce, če prilepijo tisti link, ni še treba za knjigo, samo zgornjega, Uroš, prosim, če lahko. Zdaj vam je dal dva linka, ste dobili samo zgornjega za, evo, tako. Brezplačen pogovor, tukaj si samo v koledarju izberete termin, pa izberete uro, pa par stvari napišete. Tako da tisti, ki čutite, da ste na tej poti, da se že dolgo borite, je tu opcija, da se vam pomaga. In lahko naredite ta en korak, če želite. Zdaj pa bi jaz še prebrala, pa vam mogoče odgovorim na ta vprašanja, preden gremo naprej, da vas ne pustim čisto na suhem. To rekreacijo sem odgovorila. Kako ločiš, sem odgovorila. Guncanje v glavi sem odgovorila. Aha, jaz po porodniški.
Suzana piše, čist sem ostala brez energije, ne naspim se več, kronično utrujena, bolniški 2 leti, ponoči se zbujam, imela panične napade, skozi nek strah, skrb, sploh če otrok zboli. Suzana, vi ste tipična gospa, ki pri meni doseže to rešitev. Torej, to je absolutno pri meni rešljivo, v roku 3 mesecev, terapija pri meni traja 3 mesece, vam lahko še to razložim. In v teh 3 mesecih predelamo najtežje občutke iz telesa, damo ven in naše telo sprogramiramo in ga naučimo, da je vse okej. Ker če ste, Suzana, če ste se veliko zbujala tekom porodniške, če ste imela izkušnje, da ne spite, kot da se je vaša podzavest navadila, da je to normalno, da ne spi. In zdaj vam podzavest, otrok je mogoče začel spati, vi bi zdaj lahko spala, ampak podzavest in vaš se je navadil, da ni varno, da spim in vas ne pusti spati. In če hočemo vam pomagati, vam je potrebno vašo podzavest in vaš na novo sprogramirati, da je varno, da spim. In je potrebno pretekle situacije predelati na tak način, da ne bojo več, da se ne boste več zbujala. Torej, Suzana, to je absolutno rešljivo in nujno potrebno je to narediti, da boste lahko mamica, ki bo srečna, ki bo svojemu otroku dala, ker največ lahko mame damo otrokom, če smo mi srečni in okej. In največ lahko svojemu moškemu damo, če smo srečne in me okej. In piše tudi, pišete naprej, imela sem panične napade in tako naprej. Torej, panični napadi so pogosti, spremljevalci že tiste dokaj razvite izgorelosti. Niso v zgodnjih fazi izgorelosti, ampak tam, ko je res izgorelost, so tudi panični napadi. Torej, to je pa ekstremna izkušnja, ko telo ponori, ko so hudi strahovi, hudi občutki in to je težko. Sploh, če imaš male otroke, ki jim moraš biti na voljo in skrbeti za njih. In to je absolutno pri meni rešljivo, tako da, Suzana, res predlagam, zberite si termin, se bomo pogovorili in se zmenimo. Terapija pa taka, da deluje in da nič ni težkega. Edino, kar je treba, če vi hočete. Ker pot je pa znana, jaz sem jo postavila, moja ekipa mi sledi in točno vem, kako vam pomagati, katere korake je treba narediti, samo če vi hočete, je to vse rešljivo. Začne pa se s tem, da se tudi osebno srečamo, ker vseeno je treba tukaj malo osebne podpore, vsak, kar potrebuje, potem pa vas pustimo in uživamo skupaj in spremljamo vaš napredek in navijamo za vas. Evo, berem naprej. Ja, veliko antidepresivov, ja. Veste, kaj tu mogoče tudi povem eno zgodbo, izkušnjo, si predstavljate v petek popoldne ob 4, pride ena sitna gospa k mehanično delavnico in pove mehanikom, meni pa gori lučka v avtu. In oni so že vsi pripravljeni, da se spreoblečejo in grejo domov in ona je sitna in hoče, da je popravijo avto. In potem eno od mehanikov ugasne čik in reče, dajte, gospa, bom vam jaz. In kaj on gre? On gre, pelje avto in veste kaj, samo odšraufa lučko. Ni odpravil napake, samo lučko je odšraufal. In tej gospe lučka več ne gori. Ona ima pa še vedno okvaro v avtu. In ona se odpelje s takim avtom domov. Lučka pa več ne gori. Ni več signala, da je nekaj narobe. A njen avto je še vedno v okvari. In to so antidepresivi. Vaše telo kriči, da rabi pomoč. In mi vzamemo nekaj, da ne bo več kričalo. Ne znamo mu pa pomagati. Ker klasični pristopi ne znajo pomagati. Če pa res gremo globoko v čustva, če se naučimo končno enkrat delati svojim čustvenim svetom, če se naučimo jokati, predelati stare stvari, se pa lahko tega osvobodimo zavedno. In zakaj ne? Tako da jaz načeloma nisem proti antidepresivom, nisem zdravnica, jih ne predpisujem in tudi spoštujem to, kar zdravniki predpišejo. Zelo spoštujem. Vendar pa antidepresivi niso edina rešitev in je zelo smiselno slišati svoje telo in mu pomagati tudi na tem pravem nivoju, da očistimo telo nakopičenega stresa. Včasih so pa antidepresivi kot neka bergla, ki ti pomagajo, ampak niso pa prava rešitev. Ja? Evo,
Pa naj še povem, da mi je pri 9 umrl oče, Suzana piše, odraščala sem pri dedku in babici, ki sta sicer bila krasna. A vseeno, želim povedati, da se stres vleče res že od ranih let. Bila sama v bolnici pri 2 letih brez mame. Tako, Suzana, evo, ste si že postavila skoraj strategijo, kaj vse je treba predelati. Tako da, ko boste prišla na razgovor, se lahko že konkretno o tem pogovarjamo. Torej, pri 2 letih v bolnici sama. Si predstavljate otročka, koliko ene žalosti je v takem otroku? Tudi jaz sem bila, ko sem bila nekaj takega pri 2 letih v bolnici, sem imela angino za angino in je zdravnik rekel mojim staršem, in si lahko to mislite, odpeljite tega otroka domov, ker ta otrok samo joka. Ker bo umrl od žalosti tukaj. In ta žalost je tista, ki sem jo jaz mogla reševati pri svojih 30 in 40 in še pol, ki se mi je odpirala. In zaradi katere sem danes sicer hvaležna, ker sem danes postala to, kar sem, in lahko zdaj vam pomagam. Ampak to je tisto, kar nas ljudi obremeni, nas pripelje v anksioznost, nas pripelje v izgorelost in nas pripelje v paniko. Smrt nekoga, kot piše Suzana, smrt očeta pri 9 mesecih ali letih, mogoče 9 mesecih, smrt očeta, smrt nekoga, na kogar smo navezani, ali pa življenje potem brez očeta, je pa tudi veliko občutkov. In to lahko tudi veliko doprinese, da se panični napadi da nastanejo. Aha, Damjana, ali obstaja verjetnost, da se bo ta oseba na istem delovnem mestu in v istem delovnem okolju čez nekaj časa znova vrnila na pot izgorelosti? Ja, glejte, zdaj sem povedala 2 primera, ne. Torej, klasičen način reševanja izgorelosti 6 do 24 mesecev, ko se vrnemo, v bistvu nismo zares rehabilitirani. In vzorci so še vedno isti. Kaj so ti vzorci? Vzorci so, moram se ustrežiti. Vzorec je, nisem dovolj dober. Vzorec je, moram biti popolna. Vzorec je, moje potrebe sploh niso pomembne. In zaradi teh vzorcev, jaz si sicer rečem, ne smem, ampak mene avtomatsko vleče, da ustrežem, da delam preveč, da se razdajam preveč. In avtomatski pilot sploh ni bil iz mene odstranjen in seveda sem na poti, se sicer zavestno zelo trudim in berem knjige in probam upoštevati navodila terapevtov, ampak moja podzavest pa fura naprej v smeri, da spet lahko izgorim. In to je klasičen način, ki ni dovolj učinkovit. Ne rečem, da ne pomaga, ampak kar se mene tiče, to ni okej. Jaz bi pa rada tak način, da postane naravno, da znam pametno razporejati svojo življenjsko energijo. Da postane naravno, da znam reči ne. Da postane naravno, da ko sem utrujena, da slišim svoje potrebe in jih upoštevati. Pa to sploh niso take velike stvari, samo Slovenci tega ne znamo in če se prejšnja stoletja nismo rabili naučiti, zdaj se pa bomo mogli v tem desetletju, v teh letih. Ker če nas bo, ne vem, pol Slovencev izgorelo. Razumete? In v tem je problem. Mi kot otroci doživimo nekaj, doživimo večkrat, se nam oblikuje vzorec in mi smo zdaj odrasli in ta vzorec definira, kako bomo mi delali, kako se bomo obnašali, koliko bomo počivali, koliko bomo ustregali drugim. In ta vzorec je tista zajebana stvar, če grdo rečem, pardon izrazu, ki jo je treba iz sebe izkoreniniti. Ker ta vzorec temelji na čustveni bolečini. In ta vzorec nas vodi naprej v neko situacijo, ki pa ni prijazna do nas. Ja? In točno to jaz delam na mojih terapijah, da te globoke vzorce preobrazim v nekaj lepega, v nekaj pozitivnega. Naprimer, namesto moram se ustrežiti, imamo zdaj vzorec, lahko ustrežem, lahko pa ne. In jaz imam možnost izbire. Namesto perfekcionizma, da moram vse narediti prav, imam zdaj vzorec, super, če naredim prav, ampak če se včasih zmotim, pa nič narobe. Namesto vzorca nisem dovolj dobra in zato delam še več, da to skrijem. Namesto tega imam vzorec, pa seveda sem dovolj dobra. Razumete? In
Ko spreminjamo te vzorce, spreminjamo svoje življenje. In naše življenje postaja bolj lahkotno, naše življenje postaja mirno in kar naenkrat začnemo spati in kar naenkrat ni več nespečnosti in kar naenkrat ni več strahov in kar naenkrat ni več te utrujenosti in kar naenkrat se zbudimo zadovoljni zjutraj in kar naenkrat se začnemo smejati in kar naenkrat nam delo bolj diši in se nam produktivnost poveča in to tudi naši v službi opazijo in smo lahko nagrajeni. In kako bi se vi počutili, če bi res lahko živeli svobodno, sproščeno? Dajte malo zapriti oči, dajmo malo si predstavljati, vam boljše odgovarjamo. Kako bi se vi počutili, če bi lahko živeli sproščeno, svobodno, če bi lahko zaupali vase, če bi se lahko vaše telo pomirilo, kako bi se vi počutili, kako bi to bilo, če bi se vi počutili srečno, sproščeno, če ne bi več delali prekomerno. Kako bi se počutili, če bi vam bilo to naravno, da spoštujete sebe? Kako bi se vi počutili, če bi nekako zbrisali vse posledice, ki vam je preteklo življenje pustilo? Kako bi bilo to super, če bi lahko odložili svoje čustveno breme? Kako bi bilo to super, če bi imeli pomoč na tej poti? Če bi bil točno nekdo, ki bi vas vodil korak za korakom, nekdo, ki je že sam šel čez to, ki bi točno vedel, kako vas pripeljati do tega. Kako bi se vi počutili, če bi imeli nekoga ob sebi, ki bi res verjel v vas? In kako bi se počutili, če bi bile spremembe iz tedna v teden vidne? In kadar bi vam bilo težko, da bi lahko nekoga poklicali. In ali se vam zdi vredno, da to naredite zase? Ker največ naredimo za svoje najbližje s tem, da se mi začnemo dobro počutiti. Da mi iz sebe naredimo osebo, ki je mirna, srečna in zdrava. S tem največ naredimo za vse okoli nas. Ne s tem, da se pretirano razdajamo. In kako bi to bilo, da bi postali oseba, ki je srečna, mirna, zdrava, ki se dobro počuti v svoji koži? In to vi zmorete. In to sploh ni daleč od vas. In če se želite o tem pogovoriti in če želite imeti pomoč, imate tu na voljo ta brezplačen pogovor. Jaz pa vam, pa se opogumite, nič ni hudega. Ker je pač nova stvar in ni še splošno znana. In tudi, če ste toliko stvari že probali, nič hudega. Dajte samo še en korak narediti. Da poskusite nekaj, kar je pač toliko napredno, ampak je še dosti novo, čeprav veliko ljudi te že pozna. Okej, berem naprej, torej Uroš spet nalepi link, povezavo, kliknite, dajte tam koledarček, si izbrati termin, pa se opogumiti, napišite svoje ime, pa par besed, kaj želite se pogovoriti, evo, pa se vam posvetimo. V redu? Berem naprej. Ali je nujno v času, na primer, vaše obravnave biti v bolniški, ali človek lahko dela in se istočasno zdravi? Ta terapija pri meni je narejena tako, da jo lahko dela vsak, tudi mamica z majhnimi otroci, tudi nekdo, ki je fej zaposlen. Treba pa si je vzeti 2 do 3 urce na teden svojega časa in se posvetiti temu, da se ukvarjate res sebi. Tako da ni treba biti na bolniški, ni treba biti. Treba pa neki 2 do 3 ure imeti energije, da se vsak sam sabo ukvarja in treba biti pripravljen iti v svoje globine. Treba biti pripravljen se rešiti tega bremena, ki ga imate že toliko let. In zakaj ne?
ko sem jaz bila na tem, je bilo meni nepojemljivo, da bom jaz živela v slabem počutju, da bom jaz živela pod vplivom strahov. Nepojemljivo mi je bilo. In jaz sem bila pripravljena narediti čisto vse, ker sem hotela biti srečna. In hotela sem biti tudi uspešna. Tudi to me je gnalo. In čutila sem, da so v meni neki potenciali in jaz nisem hotela, da mene moj lasten strah ovira. Niti strahovi tistih mojih najbližjih, ki so me imeli sicer radi, ampak so, rajši, kaj če bi ti ostala tu, kje smo vsi. Jaz nisem hotela. Jaz sem hotela biti srečna. Jaz sem se hotela rešiti tesnobe, izgorelosti, strahov. Jaz sem hotela. Meni je bila strast po tem, da splezam ven iz teh starih občutkov, iz katerih sem zrasla kot punčka. Meni je bilo, in še danes mi je, strast, jaz čutim strast do tega, da iz sebe vržem vse tisto, kar bi mene osebno omejevalo. Že tako na svet hoče vplivati na nas. Ampak to še ni tako hudo, najhujše je, ko sami sebe omejujemo. In naši strahovi, in naše tesnobe, in vzorci. In sem zelo pogruntala, kako se te vzorce da spremeniti dokaj hitro. In točno to jaz delam v tej moji terapiji, tako da resnično se da. Tudi če ste že 100 knjig prebrali, tudi če ste že vse probali, dokler niste tega probali, še ne veste, da se da. Malo sem samozavestna, ne me vzeti, kot da sem ošabna, ampak res stojim za tem, da se vam da pomagati. In stojim za tem, da je to tako neskončno vredno narediti za svoje življenje. In meni je škoda vsakega, ki se raje odloči, da bo naslednjih 10, 20, 30 let pretrpel, kot da bi zdaj tukaj v nekaj mesecih sebe poštimal. In zdaj malo 3 mesece stisnil, zato da lahko pol normalno živi. Meni to nepojemljivo. Ampak vsak se pa seveda odloča zase. Vsak se odloča zase. Šumenje v ušesih je tudi tinnitus, ko da imate niagarske slabove not ali pa ne, je tudi posledica nakopičenih občutkov, stresa. To veliko ljudi ima to. Se mi zdi, da več moških, tudi zelo uspešnih moških jaz poznam, ki imajo to. Tudi to se da reševati. Tudi to se da reševati. Cena terapije je pa tako, da je prvi razgovor absolutno brezplačen, potem je pa to program, ki traja 3 mesece in znotraj tega programa imate 24 terapij v živo, imate osebno podporo, imate knjige, imate videoposnetke, imate vse, imate celostno podporo, celosten program in cena je v bistvu izjemno ugodna, zdaj nam ljudje sprašujejo, zakaj smo tako poceni, in rezultati so praktično zagotovljeni, ki jih nikjer drugje v 3 letih ne morete dobiti. Tako da cena za vse skupaj je trenutno 1500 €. S tem, da se da plačati tudi na obroke in na več obrokov, tako da se tudi lahko dogovorimo, da je lahko tudi obrok samo 50 € na mesec, lahko je 150 na mesec, lahko je 300 €, lahko je 500 € na mesec. Skratka, dogovorimo se za tak obrok, da vam predstavlja najmanj stresa, da lahko vi to normalno tekom mesečnih stroškov pokrijete, vseeno pa naredite to globoko osebno transformacijo, zdravljenje svoje psihe in da splezate ven iz izgorelosti in iz tesnobe. In ta denar, ki ga v bistvu vložite vase, v svojo to, da spet dobite zdravo pamet nazaj in zdravo telo, se vam zelo, zelo hitro povrne nazaj, ko ste vi spet sposobni delati, sposobni se angažirati in sposobni polno živeti in ustvarjati. Tako da ja. Naj še povem, da sem hodila na psihoterapijo že res dolgo. Ja, lejte, če leta nekdo hodi na psihoterapijo, je to absolutno mnogo, mnogo dražje kot to, če pridejo za kratek čas sem, se fokusirajo, dajo 2 do 3 ure na teden in se spravijo ven iz te stiske. Ali vaš program pomaga ustaviti verjetnost misli analizirane? Absolutno ja, Maša, ker negativen negativne misli, negativni občutki so absolutno povezani z čustveno bolečino, z vzorci. Ja? Ker če imamo mi strahove v telesu, imamo občutek, jo nisem dovolj dobra, ali pa strah, jo se bo zgodilo nekaj hudega in potem naše misli so tukaj s tem povezane in je to kot tisti hrček, ko se vrti na kolesu. In absolutno, to je vse povezano, negativne misli, negativna čustva in negativno občutenje telesu, bolečine, psihosomatske bolečine, vse to je povezano
prepleteno in vse to rešujemo znotraj in to se absolutno da. Ja, in to vem, da vas je veliko na začetku napisalo in to tudi ljudje velikokrat rečejo, da jih obremenjuje ta tok negativnih misli, ki so seveda negativne misli na podlagi starih negativnih izkušenj. In spet, ko mi te negativne izkušnje transformiramo, potem nima se od kod več ta negativne misli napajati. In naše misli potem lahko si vplivamo na njih in rečemo, alo, zdaj pa dost, zdaj bom pa razmišljala o tem, kako mi bo dobro šlo, nekje bo spet šlo kaj narobe, kje bo kakšna nevarnost, kje se bo kaj hudega zgodilo, ali sem bolna, ali bo kdo umrl, ne? Razumete? In se lahko naredi ta preboj, da tudi, se pravi, vplivamo na misli, vplivamo na in vplivamo na fizično telo. Tudi fizična bolečina, ko mi čustva damo ven, je to. Vsak dan ljudje o tem govorijo, kako se fizična bolečina reši. Berem naprej. Aha, kako poteka vaš program, kolikokrat tedensko online v živo? Ja, podrobno bi, lahko bi vam to razlagala, ampak podrobno v bistvu 2-krat na teden je preko Zooma, potem je še individualno dodatno, cel kup videoposnetkov imate, tako da to bi pa potem na razgovoru vam bolj, ker se ura že 8 približuje. Celostno in res lahko pač ga dela tudi nekdo, ki je zaposlen, v primeru, da ste si pripravljeni 2 do 3 ure na teden vzeti časa. Kaj pa na primer infarkt brez posledic na srcu, žile popolnoma čiste, hormonski rak, so to lahko posledice izgorelosti? To je absolutno vpliva stres, pravijo v medicini so podatki 80 ali celo 85% bolezni v ambulanti splošnega zdravnika naj bi povzročal stres. In stres je točno to, kar sem vam govorila. Doživimo stresno situacijo, v nas gre na energijskem nivoju strah, žalost in ta težka energija, začnejo se, cela biokemija telesa se spremeni in to absolutno lahko zelo, zelo veliko vpliva tudi na to, kar ste napisali, na katerokoli bolezen. Torej, cena programa sem opisala, je v živo ali osebno, je preko Zooma in osebno, lahko ste tu v Mariboru, lahko ste iz cele Slovenije, torej pomagamo najstnikom in odraslim iz cele Slovenije. Rezultati so izjemno dobri, vedno pa vsak naredimo prvi korak, da se vsakim osebno srečamo in se tudi pogovorimo, ali ste primerni za ta program ali niste. Prav? Za vse tiste, ki ste v izgorelosti ali ste na poti k tem, ne se bati vzeti antidepresije, postavijo vas na noge, da lahko začnete delati na sebi s svojimi čustvi. Evo, Sandi vam je dal tudi nasvet, tako tudi jaz tako dostikrat komu rečem, da so lahko odberla, ki pomagajo, tako, ampak je treba sočasno delati na sebi. Pomaga tudi pri obrabi hrbtenice, to pa nimam izkušenj, to pa ne bi upala reči, če je mehanska obraba hrbtenice, ne bi upala reči, ne vem. Hvala vam. Večkrat sem obiskala bioenergetika, vam me zanima, koliko so v resnici koristne te terapije. Jaz bi tako rekla, bioenergetiki imajo neko svoje mesto v tem alternativnem zdravljenju, se pa bojim, da ko gre za te globoke čustvene stvari, da pa ni dovolj sistematično, da je potrebno razumeti svoje vzorce, potrebno je dogodke razumeti, potrebno je začeti aktivno živeti svoje življenje, potrebno je iti iz feelinga žrtve v občutek, da lahko uravnavaš svoje življenje. Tako da samo biokemija je krasna stvar, ampak se bojim, da ni tukaj dovolj, ko gre za izgorelost, da je treba vključiti tudi mental, naš naše razumevanje, da je treba aktivno sodelovati. Ni dovolj, da priješ k nekomu, pa te nekdo napolni z energijo. Ker cilj je, da vsak od nas prevzame odgovornost za svoje življenje, odgovornost za svoje občutke, odgovornost za svoj notranji svet, da začne delati z njim, da začne vsak upravljati sebe, tako kot znamo upravljati avto, upravljati, ne vem, sesalec, pralni stroj, štedilnik, da tako vsak začne sebe rihtati in upravljati in to se pri meni naučite. So pa bioenergetiki absolutno, sploh v kakem zdravljenju bolezni so absolutno imajo svoje mesto in so učinkovite,
in vam lahko neko energijo dajo, ampak če hočete resnično zdravljenje sebe, morate začeti sebe razumevati, spoštovati, ceniti in začeti vzorce spreminjati pri sebi. In ko pa to naredite, potem je pa tudi njihova terapija bolj učinkovita. Tako da nekako ne morete dati sebe drugim v roke, zdaj pa drugi me porihtajte, nekako morate sebe vzeti svoje roke in si toliko zaupati in se toliko naučiti, da začnete svoje življenje na polno živeti. Ne? Kdo je meni pomagal? Veliko ljudi mi je dalo, veliko tudi svetovnih učiteljev osebne duhovne rasti so mi dali neke korake, neke napotke, ob katerih sem se jaz učila. Tudi te energijske terapije sem se učila od Gary Craiga, pa od Bob Proctorja, pa od Dispenze sem se učila, pa od marsikoga. Potem sem pa vse skupaj tudi sama preko mnogih prejokanih noči pride človek do mnogih rešitev. In preko mnogih gorečih molitev, ko nisem vedela, kako bom sama preživela, ker mi je bilo toliko težko, ker mi je bilo toliko ene žalosti v meni, toliko enih strahov. In potem nekako dobiš rešitve in se ti zlagajo stvari. Tako da jaz 13 let ali še več, od leta 2010, konec 2010 sem jaz začela se s tem profesionalno ukvarjati. Od takrat jaz noč in dan živim za to in res več tisoč ljudi je šlo čez moje roke in potem ti tudi izkušnje nekaj dajo. Tako da veliko ljudi dobim, se učim ves čas, potem pa se stvari zlagajo in neke stvari pa tudi jaz dobim kot informacije, oziroma ko se povežem, lahko tudi vas začutim in tudi te terapije so nekaj čisto posebnega. Evo. Velikokrat ste rekli, da je vaša terapija drugačna od ostalih psihoterapij. V čem je tako drugačna, da naj bi v 3 mesecih prišlo do spremembe? Ne vem, ali sem sploh prav slišala 3 mesece. Barbara, prav ste slišala. Razlika je v tem, da ni samo na intelektualnem nivoju sprememba, ampak na globokem čustvenem nivoju. In jaz grem z vami v podzavest in potegnem iz vas to, kar sploh niste vedela, da imate notri. Globoka, nerazrešena in potlačena čustva, vam jih jaz tako potegnem ven in pozdravim čustvene rane, da so spremembe lahko možne v kratkem času in izjemno močne. Tako da ja, ampak to je nekaj, kar morate doživeti. Danes ne bomo šli v to, danes vas čez to ne bom vodila, ampak lahko pa pridete na ta razgovor, pa se še tukaj lahko več pogovorimo. Terapije potekajo z mano, uvodne razgovore pa mi pomagajo tudi sodelavci narediti. Tako da vi se kar prijavite, bomo poskrbeli za vas, upoštevamo tudi specialne želje. Prvi stik je običajno imam 2 krasna sodelavca, prvi stik je z njimi, potem pa terapije delam jaz. Ceno sem že povedala, tudi individualne terapije so tukaj noter, absolutno so. Konkretno, na kakšen način se to doseže pogovor z vami. Ja, dajmo se to potem tam pogovoriti, ker zberite si termin, pa bomo vse razložili. Ker je res toliko nova stvar, da imam že malo energije zmanjkuje. 1500 je lahko ugodno ali pa ne, meni to ni malo denarja, čeprav razumem, da neko ceno morate postaviti, ali je mogoče najprej sproti plačati nekaj srečanj, da se vidi, ali nam vaša metoda sploh ustreza, preden se kupi vaš program. To se pa potem osebno na pogovoru pogovarjamo, take stvari, prav? Načeloma se vsakemu malo prilagodimo, ampak vsakega se pa osebno, v bistvu se vas obravnava kot zelo posebno bitje, ki smo res za vsakega ekstra navijamo in se vsakim dogovarjamo. Ali si sam izbereš terapevt? Glavni terapevt sem jaz. Tako da, če pridete k meni, pridete pod moje okrilje, okej? Okej. Torej gre v vaših terapijah samo za to, da spustimo ven čustva. Ne za mnogo več. Gre za to, da očistimo telo, stresa nakopičenega, da spremenimo vzorce in s tem spremenimo vaše življenje, spremenimo vaše dojemanje sveta, spremenimo vaše vedenje, spremenimo vas vso. Jadranka piše, toplo priporočam asi program, notranji mir, učinek je izjemen, sama imam izjemne pozitivne izkušnje, veščine, danes so sedaj moj vsak dan. Imela je diagnozo izgorelosti, z asino terapijo se moje življenje bistveno spremenilo tako na osebni kot karierni ravni, zato le pogumno. Hvala, Jadranka.
Tako, evo, s tem bi jaz danes se poslovila od vas, torej še imate priložnost na strani asjadomingo.si, se lahko vpišete in lahko se pogovorimo z vami, lahko vam potem, to vas nič ne stane, čisto neobvezno, torej predlagam pa vam, da resno vzamete svoje telo, da ga začnete poslušati, da ga začnete upoštevati, da ne ignorirate več znakov, ki vam jih daje in da veste, da je možna rešitev tudi za vas. Da je možno se pozdraviti na nivoju misli, na nivoju čustev, na nivoju vašega telesa. Tako da jaz vam želim čudovit večer, hvala, ker ste bili z mano, hvala, ker ste lahko srkali to znanje, ki vam ga z rade volje delim. Vse dobro vam želim in gremo po poti skupaj čez to življenje, vsak od nas je pa odgovoren zase in zato vam tudi res želim, da začnite verjeti vase, zaupajte si, poslušajte se, zaupajte svoji intuiciji, sledite temu, kar čutite, da je za vas prav in poskrbite, da boste se vi dobro počutili. Tako. Vse dobro in lahko noč. Adijo.